Hvala lepa za prijazen uvod in za povabilo. Aha, se ne vem, če ste rado. Ja se ne rajte, če se niso, lahko ste Torej, čez slava 2 meseca, 21. novembra leta 2016, pomenilo natanko 100 let od smrti avstrijskega cesarja Franca Jožefa. Če današnji Dunaj svečano obhaja njegov jubilej, pa ga je na tej strani Alp že prekril prah pozabe. Pa čeprav je njegov portret pred 100 leti krasil vse razrede v monarhiji in so bile njemu na čast napisane številne himne in hvalnice. Franc Jožef je simboliziral red, stabilnost, posebljal je svojo večjezično, večkulturno, večnacionalno državo, lahko bi rekli, da je bil jamstvo za funkcioniranje te monarhije in tega sistema. Ampak vsi vemo, da ljubezen do vladarja in do države seveda ni samoumevna in tega so se zavedali tudi v Avstro-Ogrski. Treba jo krepiti, treba jo spodbujati, treba jo gojiti. Na najrazličnejše načine. Na deklarativni ravni, pri vsakoletnih ceremonijah ob cesarjevem godu, ki je 4. novembra, pri pouku zgodovine in geografije, ki sta do leta 1910 tvorila nedeljivo celoto, pa tudi pri pouku književnosti, konkretno v našem primeru pri urah nemščine in slovenščine. Vprašanje, ki sem si ga zastavila, pa je bilo, kakšne mehanizme, kakšna sredstva je imela šola pri tem jezikovnem pouku na voljo za to, da je pri dijakih vzbujala, vzgajala domovinsko zavest. Termin domovinski uporablja zavestno. Poznamo še nekaj sorodnih pojmov, kot so državljanska vzgoja, nacionalna, narodna vzgoja. Z nacionalno vzgojo se je ukvarjala Monika Govekar-Okoliš zelo natančno. Jaz govorim o domovinski vzgoji in s tem konkretno mislim na obe domovini, ki se zrcalita tudi med drugim v verziji Josipa Stritarja. Slovani smo izvesti Avstrijani, svoj rod Slovani z njim cesarja brani, ne izneveri nima se nekdaj. Ti verzi so nastali ob obisku cesarja Franca Jožefa 1. julija leta 1883 v Ljubljani in so bili takrat objavljeni tako v slovenskem narodu kot v ljubljanskem zvonu. To se pravi, da gre tako za širšo domovino, se pravi veliko domovino, Großes Vaterland, kot za ožjo domovino, imenovano tudi Spezielles Vaterland, kjer lahko razumemo seveda posamezne dežele, Kranjsko, Štajersko, Koroško, oziroma mogoče domovino Slovencev nasploh. Osnovni vir za proučevanje pouka književnosti v gimnazijah v času Habsburške monarhije je, kot smo že večkrat slišali, seveda osnutek organizacije gimnazij in Gralka Avstrije 1849, pa navodila za pouk iz leta 1884-1900 in pa seveda najpomembnejši vir letna poročila, izvestja, o katerih smo tudi na tem zborovanju že govorili. Dejansko gre za zrcalo šole, lahko rečemo, s katero se je prezentirali navzven, pa tudi navznoter. Letna poročila je z uredbo z dne 9. junija 1875 ministrstvo poenotilo. Tako so bila vsa poročila sestavljena po enotnem konceptu, izdelalo to znanstveno akademsko pisanje in pa drugi del šolska kronika. Za naše potrebe so iz te šolske kronike najpomembnejši učni načrt, pa seznam obveznega branja in pa od leta 1870 naprej tudi naslovi spisov, šolskih spisov, pa seveda maturitetnih spisov. V empirični del raziskave sem vključila letna poročila z gimnazij v Ljubljani, v Mariboru in v Celovcu. Gre seveda za klasične gimnazije, humanistične gimnazije, sporadično tudi še letna poročila nekaterih drugih gimnazij z tega slovenskega etničnega področja. Se pravi, vemo, to gre za gimnazije, ki so bile središče svojih dežel, Kranjska, seveda Štajerska oziroma središče Spodnje Štajerske in pa Koroške. Tukaj so podatki po Meliku glede na deleže nemškega in slovenskega prebivalstva. In s tem, ko sem primerjala letna poročila v celotnem obdobju izhajanja, začela sem tudi malo prej, še pred letom 1867, sem dobila diakrono perspektivo. Kako se dejansko spreminja obravnava posameznih avtorjev del, hkrati me pa seveda zanima tudi sinhroni vidik, v smislu, ali se glede na strukturo prebivalstva, družbeno-politično okolje, tudi ta kanon kaj razlikuje. V prvi vrsti so se pokazali recimo razlike pri znanstvenih razpravah, za katere vemo, da niso del učnega načrta, ampak dejansko odvisno od znanstvenih interesov profesorjev, pa seveda tudi od politične volje vodstva gimnazij.
In če si pogledamo, recimo, samo področje domovinskih tem, ta kategorizacija je v bistvu že uveljavljena, tako mogoče nekako nerodna, ampak tukaj, če pogledamo zgodovina in geografija Avstrije, pa slovanske filologije, vidimo recimo, da so te teme na ljubljanski in na mariborski gimnaziji precej prevladovale nad temi na celovški gimnaziji. Na celovški je strašno malo slovanskih filologij, vidimo niti en, recimo. Očitne postanejo tudi jezikovne in kulturne razlike. V 70-ih letih je na gimnaziji Celovec išla nobena razprava v slovenščini, medtem ko znaša delež slovenskih razprav na mariborski in ljubljanski gimnaziji 11 oziroma 23%. Seveda je to tudi posledica jezikovne politike in seveda tudi deleža prebivalstva v vsaki od teh dežel. Osrednja pozornost pa sem, kot sem že omenila na začetku, posvetila analizi obveznega čtiva in naslova šolskih spisov. Tukaj se seveda ne zrcalijo samo literarno vprašanje, ampak tudi svetovno-nazorske smernice in naravnano šolskega sistema oziroma te posamezne šole. Zelo schematično povem glavne ugotovitve, da lahko od leta 1890 naprej opažamo jasen pomik od klasičnega triadnega vrha piramide, spravi Schiller, Goethe, Lessing, proti avstrijskemu literarnemu kanonu, če pogledamo Grillparze, seveda je v zadnjih 20 letih močno prevladoval. Uveljavlja se je tudi, vidimo, med dramami, prav v tem zadnjih 20 letih in če pogledamo v 8. razredu, ju je celo prehitel in v bistvu v 8. razredu so obravnavali v glavnem samo Grillparceve drame. Med njegovimi dramami prevladujejo 3, Sapfa, Prababica in Sreča in padec kralja Otokarja, kjer gre za Grillparcevo najbolj avstrijsko dramo, ki jo lahko razumemo tudi kot izrazito apoteozo avstrijskemu cesarju. Češki kralj Otokar je pri Grillparcevi predstavljen kot tak stremuški, absolutistični vladar starega kova, medtem ko pa seveda Rudolf Habsburški, pa tisti razsvetljen vladar, ki je pravičen in odločen. Če se spomnimo vodnega predavanja profesorja Vodopivca, smo spomnili tudi Karla Melcerja, ki je obžaloval, da v bistvu je Rudolf premagal Otokarja. Tako da vidimo, da mogoče podoba, kot jo slika Grillparce, ni nujno tudi zgodovinska slika. Je pa seveda takšna podoba, kot je ustrezala tedanji avstrijski oblasti. To je pa seveda jasno in tudi vidimo spet v Celovcu zelo prevladuje prav ta drama. Da Grillparce dopolnjuje in dela tudi nadomešča klasični kanon, jasno priča recimo naslov spisa ali s celjske gimnazije Grillparzer, avstrijski Klopstock, Lessing, Goethe in Schiller hkrati. Tukaj vidimo, da imamo enega avtorja, ki dejansko nadomesti celotni klasični kanon Nemčije. In ko razčlenjujemo naslove šolskih spisov, lahko dejansko opažamo vidne spremembe skozi leta. Medtem ko je bil poudarek v prvih 30 letih po reformi predvsem na literarno-estetskih in etično-moralnih vidikih, se je težišče kasneje premikalo proti domovinskim interesom. Pri tem pa učitelji in vodstva šol domovinskega čuta ne krepijo le s pomočjo avstrijskih avtorjev, temveč tudi s pomočjo nemških avtorjev in njihovih besedil. Tako je recimo Friedrich Schiller, pesnik idealov, večne lepote, dobrote in resnice, proti koncu 19. stoletja stopil, lahko rečemo, v službo Habsburžanov. Skrbno izbrani literarni deli in ciljni naslovi so namreč šolske oblasti, poleg klasičnih humanističnih vrednot, kot so humanost, etika in morala, v vse večji meri poudarjale sekundarne vrednote, kot so zavezanost domovini, ljubezen do monarhije, cerkve, vojske in cesarja. In tako lahko v posameznih literarnih delih, najraje pri Williamu Tellu in Wallensteinu, učitelji in šolski oblastniki niso iskali toliko imanentov literarnih elementov, temveč predvsem splošne maksime in smernice. Kaj primernejšega bi lahko našli za spodbujanje bojevniškega duha mladih gimnazistov na začetku prve svetovne vojne, kot Tellove besede pogumen mož na zadnje misli nase, ali pa neštetokrat uporabljeni okleni se pred radi domovine posvetil blago srce in dušo, ki se je izkazal za zelo priročnega, tudi kot maturitetno besedilo, ki so ga večkrat uporabljali. Dejanska tematika Williama Tella, da ste ti poznate, veste, da gre za boj za osamosvojitev in združitev Švice. Avstrijci jo pri tem zelo slabo odnesejo. Tako šolnikom sploh velikokrat ni bilo do tega, da bi se intenzivno ukvarjali za vsebino same drame, temveč zato, da bi poudarili domoljubnost, ki da je tudi izpričujočega citata.
Dokaz, da so citat zelo pogosto, če celo praviloma uporabljali in zlorabljali izven konteksta, pa je naslov spisa leta 1907, Okleni se predlagi domovine, posveti blago dušo in srce, ob 60. obletnici vladanja njegovega veličanstva. Ker vidimo, da to vrsta navezava na cesarjev jubilej je dejansko skregana s tematiko same drame, je pa seveda dokaz, da je šola tudi inštrument države, da je institucija moči, ki zagovarja svoje vrednote, svoje potrebe. Na ta način izkorišča svojo institucionalno moč, nadzoruje branje dijakov, tudi tako imenovano domače branje, privat lekture, in izbira praviloma le takšna besedila, ki po njenem mnenju izpolnjujejo konstruktivno, etično, izobraževalno in ali vzgojno funkcijo. Za vse, kar je moralno sporno, etično sprevrženo, politično domljivo, pa tudi skoraj vse, kar so pisali ženske, recimo, ali kar je bilo napisano v prozi, zato pri pouku ni bilo prostora. Se pravi, šola funkcionira kot čuvaj tradicije obstoječega reda družbenih in splošne morale. Pouk književnosti je dejansko tako včasih v službi države. In to se zrcali na primer v veliki vlogi paradigmatičnega domovinskega žanra himne. Odkar se leta 1874 prvikrat pojavila Zajdova cesarska himna in Vaterland kot esejska tema, so domovinske himne različnih avtorjev, Zajdova, Bruna, Ferdinand, Maksimiljana in Grillparcerja, pogosto nastopale kot teme za spisek in patriotetne naloge, kot je prevaja. In je to sedaj en veliče. Oblast je pričakovala, da bodo avstrijski avtorji, katerih himne so duhovno podpirali ohranitev sistema, oznanjali ljubezen do cesarja in Boga, dejansko pripomogle krepitvi nacionalne samozavestnosti in nacionalnega duha, pri tem mislim se, da na avstrijski nacionalni duh. Ampak ne samo avstrijski, konec koncev tudi ta slovanski duh se je poudarjal, kar nekaj himen izpostavljeno na počnele nemško govoreče Avstrijce, temveč tudi druge narode monarhije, kot hale od Maksimiljana Vaterlanda. Kot vemo, je matura tista, ki predstavlja vrhunec humanistične izobrazbe. Zato so bile prav teme za fakultetne spise skrbno, najskrbneje izbrane, domišljene, premišljene, niso bile izbor samo enega samega učitelja. Po letu 1908 so maturanti lahko izbirali vedno med 3 temami. In poglejmo si, kaj so imeli maturanti na voljo pred tako 100 leti leta 1916. To so 3 teme pri nemških spisih. V prvem primeru gre za verze iz Grillparcerjev in faktične himne Moja domovina. V drugem primeru imamo klasičnega Schillerja in verze iz njegove pesmi Zvon, ampak spet v instrumentalizirani obliki. Gre za sedanjost naše domovine v luči Schillerjevih verzov. Pri tretji možnosti pa je šlo za esejsko vprašanje o delovanju Marije Terezije za habsburško monarhijo z političnega in kulturnega vidika. Tako da vidimo 3 teme, 3 domovinske teme. Seveda pa ni naključje, da pišemo leto 1916, drugo leto vojne, ko je monarhija potrebovala pogumne mlade fante, ki so bili pripravljeni žrtvovati svoje življenje. Lahko bi rekli, da so spisi v kriznih časih prevzeli tako rekoč mobilizacijsko funkcijo, saj so le še dodatno podarili vrednote, zvestobe, lojalnosti domovine. Vprašamo pa se lahko, ali so enako vlogo odigrali tudi spisi, napisani v slovenščini. Če se ogledamo samo ljubljansko gimnazijo. Ko govorimo o avtorjih, je France Prešeren edini slovenski avtor, ki je zastopan v vseh 56 slovenskih čitankah od leta 1850 do 2010, to je ugotovil Zoran Božič v svoji izvrstni monografiji o Prešernu. Čeprav so ga brali selektivno in tudi po številu pesmi ni na prvem mestu, so ga že zelo zgodaj prepoznali seveda kot nacionalnega pesnika, vsi vemo. O tem pričajo številne teme šolskih in domačih spisov, ki neposredno nagovarjajo domovinsko tematiko. Tukaj recimo samo en majhen spor. Zdaj, kot vidimo iz teh naslovov, gre seveda pri Prešernu za jasno zabuditev slovenske nacionalne zavesti. Z drugimi besedami pa to tudi pomeni, da šolske oblasti Prešerna niso prepoznali kot tistega, s pomočjo katerega bi lahko širili nadnacionalno ljubezen do velike cesarske domovine.
Dejansko na ljubljanski gimnaziji nimamo niti enega samega maturitetnega spisa pri slovenščini, kjer bi bil Prešeren ali Prešernovi verziji v naslov. Kar pomeni, da mogoče lahko se rečemo, da je imel kdo strah pred narodnim potencialom njegovih pesmi. Dejstvo pa seveda obstaja, da je imel pouk slovenščine manj zavezujočih potez in tako je bila izvedba prepuščena učiteljem slovenščine. In ta relativna svoboda se kaže v tem, da je bilo med vsemi domovinskimi temami pri pouku slovenščine le približno 1/10 takih, ki so se nanašale na domovino Avstrijo. Tako recimo gledamo zadnjih 20 let monarhije, 30 takih domovinskih tem, 3 od teh se nanašajo na veliko domovino, tukaj vidimo naslove, tega pa vse ostale teme, se pravi 27 ostalih tem, pa na ožjo domovino, na domačo grudo, vodni kot pesni domače grude, recimo, je eden takih naslov. In počasi končujem, za ilustracijo se lahko ogledamo še, kaj so pa pisali dijaki za maturitetno nalogo pri pouku slovenščine. Istega leta, 1915-16. To so naslovi. Če pogledamo, prvi naslov, jasna glorifikacija Habsburške monarhije, drugi naslov je v bistvu modern, bi lahko rekli, pri tretjem pa gre za besede iz Cesarjevega manifesta, kjer gre eksplicitno za apel na vsa ljudstva v monarhiji, ne glede na žrtve, naj izkažejo cesarju zvestobo in enotnost. Tako da lahko sklenemo, da so se dejansko uvodne teze potrdile. Nacionalna zavest je prav v zadnjih desetletjih monarhije postajala vedno pomembnejši element in šola se je čutila dolžna, da okrepi nacionalno zavest, pa tudi državljansko zavest pri svojih dijakih. Koliko je to uspevalo, je pa seveda v veliki meri odvisno tudi, kot sami vemo, od vloge učitelja. Učitelji so bili in so tisti, ki nosijo ure v rokah. In tako lahko rečemo, da so igrali zelo pomembno vlogo pri konstituiranju literarnega, kulturnega in nacionalnega obzorja svojih dijakov. Izobraževali so tako literarno-estetskem smislu, jih vzgajali v lojalne in zveste državljane monarhije, ali pa tudi ne, jih učili etičnih vrlin, hkrati pa so jim, verjetno marsikaj tudi nevede, vcepljali svojo širino in svetovni nazor. To pa verjetno vede ali nevede počnemo tudi še danes. Tako da hvala lepa za pozornost. Hvala lepa za lep primer domovinske vzgoje, ki je pri mladih vzgajala soodgovornost, ljubezen do domovine, krepila narodno zavest. Pa bi vprašala, kaj menite o uvedbi zveznega predmeta domovinske vzgoje, o čemer se občasno pojavijo tudi kakšne... Osebno mislim, da je vedno problem z oktroiranjem nekih takih srčnih vsebin, da temu rečemo. Mislim, da se te vrednote, da je bolje, da te vrednote krepimo, spodbujamo na nek drugačen način. Ne pa tisto oktroirano, zdaj pa bomo ljubili domovino od danes naprej, znotraj tega. Je pa seveda to čisto moje osebno mnenje. Čisto se mi je zdi predavanje to podvilo. Je pa zanimivo, čemu so dajali poudarek, recimo na čem delali in kako se je vse zadnje odražalo tudi na teh mladih. Bi bilo še kakšno vprašanje? Jaz bi imel eno. Izvolite. Ta zadnji del je danes v zvezi z odpeljevanjem teh slovensko-domovinskih tematik, pa me zanima, material ste našli izključno v Ljubljani, ali je... Tako bom rekla, materiali,
pregledala sem slovenski del za ljubljansko gimnazijo. Jaz sem germanistka, tako da jaz sem najprej pregledala vse nemški del in potem, v bistvu, ko sem prišla do konca, sem rekla Madonca, a ne, v bistvu pa ne moram ostati samo pri nemškem, ampak moram še slovensko, ker v bistvu se na ta način zelo povezuje. In dejansko sem raziskala tako, da sem sistematizirala te stvari na ljubljanski gimnaziji, na mariborski gimnaziji bi se dalo absolutno enako dobro narediti. Celovško je seveda večji problema, ker tam seveda slovenščina, kot vemo, v bistvu imela popolnoma drugačen status, in verjetno bi pa tudi dobili verjetno zanimive rezultate. Ampak dejansko materiali so, mislim, letna poročila so, samo pregledati treba in kategorizirati. V kontekstu razumevanja pozne avstrijske dobe to blazno pomembno spoznanje namreč potrjuje, da kako močno je država pravzaprav prispeva k nacionalizaciji in množice. Se absolutno Ja, res, ne, vidno, tudi je zanimivo, ravno po teh slovenskih spisih, ker imamo Gregorčiča, recimo, vidimo, da ta kanon, recimo, slovenske literature je dosti mlajši, kot seveda kanon nemške literature. To je seveda tudi pogojeno z samim razvojem literature. In tudi se mi zdi mečko na vrlo, da so spoznali večjo svobodo, ki so imeli verjetno tudi, oziroma so si vzeli, recimo. Ampak to je še bolj široko področje, to je naloga, ki se slovenistični in za zgodovino. Še jaz razumem, so se te programi pravzaprav razlikovali po gimnaziji. Programi, tako je, v bistvu program je bil eden, osnovni učna črta in TFOF je v bistvu eden zavezujoč, da šumo naredijo, to je neverjetno. Poudarki so bili Poudarki so pa potem znotraj, ampak to so samo smernice. In potem se tudi v teh učiteljskih, ko beremo te instrukcione, recimo, vidimo, kako je, ne vem, če recimo rečejo 1884 leta še, ne vem, Fausta lahko berejo samo kot privat lekture, ni primeren za šolsko uravo v šoli, Grillparzer ga recimo sploh ne omenjal, jih vsaj do 90, pa naenkrat, ja, nujno, čim več patriotske literature, predvsem Grillparzer. Recimo, to so take smernice. Kaj se pa potem dejansko naredili učitelji na posamezni šoli, je pa odločitev bila šoli. Škofijska gimnazija v Ljubljani, ste tukaj gledali? Škofijska gimnazija je pa seveda poseben primer. Ampak ima zelo podobno, tudi jaz sem ga v bistvu presenečen, da sem gledala, imam v bistvu tudi spisano. V bistvu mi je zanimivo, da sem pričakovala večje razlike, recimo, tudi v teh naslovih spisov. Morala bi to natančno povedati, ampak niso bili toliko velike razlike, kot bi mislili na prvi pogled. Zanimivo bi bila tudi Goriška, kot prva slovenska država. Celo smo bili presenetilo, da tako rekoč slovenske komponente domala ni. Goriško je začel delati, že v bistvu, moj bivši študent je meni seminar, pa je bilo tudi predstavitev in predstavitev.